Ko govorimo pa o premazih, barve, črnilih, v bistvu prehajamo bolj na področje industrije, o čemer bomo govorili tudi naslednjič. Tukaj govorimo pa o barvah, na vodni osnovi, ki se uporabljajo v gradbeništvu, barve, premazi, ki jih v morskem transportu oziroma v morskih aktivnostih uporabljajo, različni protizdrsni prahovi in pa tonerji za tiskalnike. Na primer, sami tonerji za tiskalnike ponavadi vsebujejo stiren-akrilatni kopolimer, torej dva polimera skupaj, velikosti približno 2 do 10 mikrometra. Tako da, kot sem pa rekla, so pa količine na tem področju tiste, ki so največje. Tukaj v bistvu je prispevek problematike mikroplastike res velik. Ocena, ki jo podajajo za Evropsko unijo, pa je, da nekje 25% barv, ki se uporabljajo za aplikacije na morju, oziroma barve, ki se uporabljajo v gradbeništvu, za ceste in zgradbe, nekje 25% teh barv sestavljajo pa polimeri. Torej, vidite tudi volumsko oziroma po deležu kar precej. Funkcije teh barv in premazov so pa raznolike, seveda pa, če gledamo glede na uporabo barv, ne vem, na primer cestne oznake, barve morajo biti zelo obstojne, torej da so ustrezni površinski učinki, ustrezna gostota, trdota, vzdržljivost in tako naprej. Zdaj pa mogoče res prehajam v ta sklepni del mojega predavanja. Tako bom rekla, če še koga karkoli posebej zanima, sem mogoče kje šla prehitro, naj se obrne name ali pa na mail projektne skupine oziroma samega projekta vpraša. Zbranih imamo kar precej podatkov, tako da mogoče to. Seveda pa zdaj smiselno se malo tudi zakonodajnih vidikov dotakniti. Kaj se dogaja na področju zakonodaje? Sigurno smo zdaj v času, ko se postopno opušča uporaba mikroplastike v izdelkih za osebno nego in smo na poti, bomo rekli, do učinkovite omejitve namenoma dodane in namenoma uporabljene mikroplastike. Zdaj, EHA, Evropska kemijska agencija, je leta 2018 na pobudo Evropske komisije začela, bomo rekli, z analizo, študijem, z oceno tveganja teh mikroplastičnih komponent in v letu 2019 tudi podala predlog omejitev, ki so potem seveda šle čez različne faze, preko različnih deležnikov, preko različnih odborov, odbori za oceno tveganja, odbori za socialno-ekonomske analize in tako naprej. In nekako v letu 2022 se pričakuje sprejetje teh omejitev in da se proizvodnja, uvoz in prodaja takšnih izdelkov dokončno prepove. Splošno, tako bi rekli, dolgoročnejši cilj te omejitve pa je, da se v 20 letih po uvedbi omejitev prepreči izpust nekje 500.000 ton mikroplastike. Morda še samo to, ne vem, Nizozemska je bila prva država, ki je že leta 2016 zakonom prepovedala tako uvoz, proizvodnjo in pa prodajo mikrokroglic v teh izdelkih rinse-off, torej teh, ki se izpirajo. Potem mislim, da so tudi v Angliji leta 2018, v leta 2020 tudi Kanada, Francija, Nova Zelandija, sledile so še Italija, tako da v bistvu države samoiniciativno tudi že, bomo rekli, urgirajo oziroma delujejo v to preventivno smer, na nivoju Evropske unije pa to pričakujemo v kratkem. Seveda, ko se bo to, kaj je pa potem alternativa? Alternativa tem mikrokroglicam, ki imajo res pomembne funkcije pri izdelkih, poznamo dandanes že ogromno alternativ, to so lahko različni voski, škrob iz različnih rastlinskih virov, morske alge,
tudi silicijev dioksid oziroma kremen, glina, potem imamo različne orehove, mandljeve, lupine, potem tudi kakšne koščice, celuloza, sladkor, makova semena, tudi kavna zrna, tako da teh alternativ je danes precej. Ampak, tako bom rekla, naredili so pred leti eno raziskavo med proizvajalci, v bistvu, ali, bomo rekli, že raziskujejo ali delajo kaj v smeri, da bodo te sintetične polimere zamenjali z nekimi naravnimi komponentami. In moram reči, da je bil ta seznam zelo dolg že, pa zelo zanimiv. Torej, veliko proizvajalcev se že ukvarja z razvojem teh alternativ. Veliko govorimo o orehovih lupinah, lupine in koščice marelic. Torej, vsi stremijo k temu, da so snovi biološko razgradljive v čim večjem številu različnih okolij, da so to neke snovi, ki se že več let uporabljajo v nekih izdelkih in pa da so dobro uveljavljeni na trgu. Če pa pogledamo kemijsko, se pa največ uporablja silicijev dioksid, torej kremenčev pesek, kremenčeva skala, predvsem zaradi svoje inertne narave, ki je nestrupena, in seveda ima tudi zelo majhno verjetnost povzročanja alergijskih reakcij. Našla sem pa podatek, mogoče za, ne vem, Henkel kot tak, zelo znani proizvajalec, trenutno testirajo več tipov teh alternativnih abrazivnih sredstev, neke mlečne kisline, in pa orehove lupine pa silicijev dioksid. Tudi jojobina zrna, na primer pri Colgateu, to sem zasledila, tako da ja, se proizvajalci prilagajajo. O vseh teh alternativah pa mogoče še ob kakšnih drugih priložnostih. Tako da jaz bi se vam na tem mestu zahvalila za pozornost. Jaz sem se držala časovnega plana, upam, da je bilo dovolj zanimivo, da ste dobili dovolj informacij. Res bi vas pa dijaki in študenti vseeno izzvala še k nalogi, torej k izzivu skupine, ki jo naredite do naslednjič, da zberemo kakšne dobre podatke in naredimo kakšno dobro diskusijo. Tako da hvala lepa vsem.